Najboljši telefoni v letu 2025. Za leto 2025 so izbrala najboljše telefone v naslednjih 4 kategorijah. Te kategorije so najboljši budget telefon, najboljši pripogljivc, MVP telefon leta in pa najboljši telefon leta nasploh. Kar začnimo z najboljšim budget telefonom. Tukaj sva letos izbrala Xiaomi Redmi Note 14 Pro, ki nas je spomlad ful navdušil s tem, kaj vse zmore za svojo ceno. Ima v redu kamere, dober ekran in pa baterijo, ki je velika in se hitro fila, torej dober vseh lastnosti, ki so pomembne v tem rangu. Gremo naprej na prepogljive telefone. Tukaj sta bila konkurenta Samsungov Z Fold 7 in Honorjev Magic V5. No, rezultat bo mogoče koga presenetil, ampak tukaj sva izbrala Magic V5. Zakaj? Zato, ker ima lepši dizajn, software je dobro zoptimiziran, lažje ga je za odpirati in ko v bistvu ga daš v položaj šotorčka, lahko še zmeraj uporabljaš zunanji zaslon. Gremo kar naprej na MVP telefon leta. Tukaj ni presenečenja. Itak, da sva izbrala Huawei Mate X-T Ultimate. Ne, itak, logično, da se zabava. No. Tukaj z lahkoto zmaga iPhone 17. To je iPhone, ki v zadnjih letih najbolj presenetil s svojimi zmožnostmi, čeprav, bodimo iskreni, je Apple dejansko res posodobil samo ekran, ki ima zdaj 120 Hz osveževanje, čeprav smo mu to ocenjevalci naprej metali že zadnjih par let. Ja, Andraž, že res, da se zdi, da niso veliko posodobili tega telefona, ampak so v zvezi z njim sprejeli vse ta prave odločitve, ki so imele veliko korist za končnega uporabnika. Zato je iPhone 17 tudi najna izbira za najboljši telefon leta 2025. Ekran, super selfie kamera in pa povečanje notranjega prostora. Ta telefon ima letos okoli sebe res kakor neko auro. In čeprav so ponavadi do Apple kar precej stroga, mu mora letos dati roko in reči, da so sprejeli vse ta prave odločitve v zvezi s tem telefonom. Za konec pa še častna omemba. Oppo Find X9. Telefon, ki sicer ni dostopen na našem trgu, ampak ga ostali ocenjevalci dajo med najboljše telefone v tem letu. Telefon ima veliko silicijev-ogljično baterijo, sodelujejo s Hasselbladom, kar pomeni všečne fotografije. To se pravi cel kup enih dobrih lastnosti in res je škoda, da se ga ne da dobiti tukaj pri nas. To je bilo to za danes. V torek, 30. decembra, bo v naslednji epizodi Gigabajta podcasta še bolj podrobno razložila najne izbire in pa dodala še nekaj kategorij, ki jih tukaj danes nisem omenila. Se vidimo!